V športni dvorani Krim na Galjevici v Ljubljani je bila v soboto odigrana četrtfinalna namiznoteniška pokalna tekma za članice. Za zelenima mizama sta se pomerili ženski vrstvi Namiznoteniškega kluba Ljubljana in Namiznoteniškega kluba Kema iz Puconcev. Ljubljančanke, ki so si letos zagotovile prvo mesto v drugi ligi in bodo prihodnjo sezono nastopile v prvi ligi, so imele za nasprotnice ekipo, ki že vrsto let igra v prvi ligi. Zato so bile pred dvobojem Prekmurke vsaj na papirju favoritinje, še posebej, ker je sezona v prvi ligi na višku, Ljubljančanke pa kot prvakinje druge lige nimajo več tekem. Po prvem dvoboju je kazalo, da bodo gostje tiste, ki bodo narekovale tempo, saj je njihova igralka Nuša Vogrinčič gladko premagala gostiteljico Simono Sovdat, ki danes ni imela svojega dne, saj je izgubila tudi drugi dvoboj proti Staši Matis. Ves tok igre pa sta nato spreobrnili ljubljanski igralki Alja Salkič in Nika Veronik, ki sta uspeli premagati gostujoče igralke Mašo Harkaj in Stašo Matis ter njihovo rezervno igralko Ano Kovačec, s katero je hotel gostujoči trener Miro Ungar ustaviti na led gostiteljic. Najbolj zaslužna za zmago ljubljanske ekipe pa je bila Nika Veronik, ki je prispevala 3 zmage, 2 pa je dodala Alja Salkič, ki pa je morala priznati premoč samo najboljši igralki Kemi Staši Matis. Tako so napredovanje v polfinale slovenskega namiznoteniškega pokala, ki bo odigrano 23. decembra, si zagotovile novopečene prvoligašice igralke Ljubljane. Ja, res je, drugi ligaši so bili boljši, ampak to je samo na papirju, saj vemo, da so se ekipa Ljubljane ukrepila letos z odličnimi igralkami. Tako tudi, če bi oni igrali v prvi ligi, bi sigurno bili kandidati za vrh. Tekma je bila zanimiva, napeta, pravim zaslužena zmaga domačink in jaz jim želim v finalu pokala vse najboljše. Vaša ekipa v državnem prvenstvu si trenutno deli 3. do 6. mesto. Kakšni so vaši načrti v državni ligi? Ja, poglaviten načrt v državni ligi je bil obstanek, se pravi, mi smo trenutno zelo visoko na lestvici, ampak naša ekipa je še zmeraj zelo mlada, tu na sredini lestvice so ekipe zelo izenačene, tako naš glaven cilj je bil obstanek v ligi, to smo ga dosegli, zdaj pa upam, da bodo punce odigrale še do konca prvenstva čim boljše in pa vsako mesto, ki je više od 8. je za naše punce veliki uspeh. Mi imamo zdaj 2 mladi igralki, naša najstarejša igralka je stara 23 let, tako nimamo glih, ko bi rekel, neko staro ekipo, ampak proti drugim igralkam. 2 igralki, Nuša Vogrinčič, ki je drugo leto mladinka in spada med najboljših 10 mladink, in pa Ana Kovačec, ki je prvo leto mladinka in pa tudi spada že med prvih 15 mladink. Se pravi, zdaj z nekim dobrim treningom, z dobro prizadevnostjo, upam, da bomo v prihodnje, poleg seveda igralk, ki jih imamo, še mogoče za 2-3 leta pa mi bi že poskušali napadati vrh v prvi ženski slovenski namiznoteniški ligi. Kako bi ocenili igro vaših deklet? Odlično, posebno prve 2 igralke sta igrala odlično. Nika Veronik je dobila 3 partije in pa mlada tudi Salkičeva, ki je prišla na študij v Ljubljano iz Cazina. Tako da nas je tudi prezidela, med tednom se je poškodovala tudi Zala Veronik, ker zmaga bi bila še z večjo razliko, lahko če bi igrali v kompletni postavi. Mi smo se s tem, je bil letošnji načrt v letošnjem letu ustvarjen, smo se vrstili v polfinale pokala in pa, kar bo pa naprej, je pa vse presenečenje. Ja, mi smo mlajša ekipa in zato smo tudi načrtovali letošnji zmago v drugoligaški konkurenci in pa polfinale pokala. To je letošnji sezone cilj je v bistvu ustvarjen. Za naslednjo sezono pa da stabiliziramo prvoligaško ekipo in pa pridobimo generalnega pokrovitelja ekipe.